sem Mirica Rutnik. V glavnem, takole moj način dela, poleg da predstavim dva nova preparata, je seveda po poklicu sem fizioterapevtka in v svojem delu neizmerno uživam. Torej veste, da boste s tem dobili tudi nekaj vaj. Ampak seveda tiste vaje pridejo kasneje, zaradi tega, kajti z izdelkom, ki ga bom prvega predstavila, vam bom tudi povedala, kako je to povezano še z drugimi deli v našem telesu. Tako kot je že prej Monika rekla, kako je pomembno, da v bistvu poskrbimo za tale živčni sistem, kajti po živcu se prenašajo informacije med posameznimi deli, tako centralnega živčnega sistema, kakor tudi v bistvu na periferiji. Zato je predstavila v bistvu ta B-kompleks, Pure B-kompleks in pa tale Pure B12. Ljudje malo bi se samo še navezala, kako pomemben je v bistvu ta B12 in bi bilo ga izredno pomembno, da se da ga v bistvu izmeriti. Velikokrat se najdejo določene problemi, ali naj bo to na srčno-žilnem sistemu, ali naj bo to na kardiovaskularnem, ali naj bo to, kar se tiče na mišično-skeletnem, ali pa bolečine v trebušnem delu. Naredi se vsa diagnostika, imamo krasno diagnostiko v Sloveniji, pa se nič ne najde. In ljudje so izredno v bistvu razočarani. Zato tudi predajte tale dva proizvoda naprej, če druga ne, resnično vam polagam kot fizioterapevtka, ki se vsak dan v svoji zasebni praksi srečujem z temi bolečinami, ali pa v bistvu, ko ne najdejo vzroka, in to sta res krasna proizvoda. In še kar me je zdaj prešinilo, ko je Monika predavala, glejte, otroci zaradi načina življenja, katerih tudi so tudi izredno utrujeni in veliko je motenj koncentracije, veliko je v bistvu, kar se tiče potem motenj tudi učenja. Šolsko leto se je začelo, ta Pure je res čisti proizvod in polagam vam, dajte širite ga, res zaradi tega, ker ko sem še tudi jaz preučevala, ko mi je v bistvu Maja me povabila, potem vidiš, kaj pomeni ta čistina in kakšne naravne proizvode imamo. Tako da bomo marsikatere proizvode, ki smo jih zdaj uporabljali, pač zamenjali z temi, kateri imajo še dosti v bistvu večji učinek in nimajo v bistvu primesi, nimajo v bistvu konzervansov. Kar je pa še sploh pomembno, da tega nima, seveda, da so naša jetra delujejo pravilno. Kajti jetra so tisti organ, ki so naši v bistvu čistilec v telesu. Tako kot smo mi včasih čistilke ali pa imamo čistilko v našem stanovanju in vemo, kako se takrat dobro počutimo, tako je tudi prav, da se naše telo dobro počuti. Danes vam bom predstavila Liver Detox. Ja, mi poznate Liver Aid, ne? V čem pa je v bistvu ta Liver Detox še poseben? Zaradi tega, ker res gre za kompleksno podporo v bistvu vašim, našim jetrom. To je izredno v bistvu ta kompleksen izdelek, kjer vsebuje 14 učinkovin. Spet je v bistvu brez gensko spremenjenih oziroma brez dodanih konzervansov, barvil in pa tudi arom. Če ste mogoče malo že gledali, ima pa eno posebno obliko, ne? In ta posebna oblika se imenuje bisfenol. Ste že slišali? Zdaj ste slišali za citrat, pa karbonat, tudi če ste že gledali, ampak to je res nova oblika, kjer je v bistvu vezan magnezij na posebno aminokislino glicin, kar omogoča optimalno vsrkavanje in uporaba v telesu. To je najbolj dodelana in najbolj v bistvu oblika, kjer so vezani minerali, da telo to prepozna in da lahko potem gradi tudi v celico. Zaradi tega, ker nima dodanih živalskih primesi, je izredno potem pomemben tudi in primeren za vegetarijance in vegane. V prevodu se imenuje, da je to čisti izdelek, saj je naraven po svoji sestavi in seveda obogaten je z dragocenimi zelišči. Izvlečkom pegastega badla, pegasti badelj poznate ali tudi v prahu ali v čaju.
listi te ene posebnega kaktusa, to je opuncije, ki je v prahu. Če ste mogoče kdaj hodili na Kanarskih otokih, na Tenerifih, ste potem teh kaktusov je ogromno z temi sadeži. So eni z bodicami, drugi so pa brez bodic. Korenino pravega ingverja v prahu in pa korenino sibirskega, tako rdečega, ginsega v prahu. Kar je pomembno, gledajte, za liver, sami, kar se tiče detoks. Detoks pomeni, da gre za neko čiščenje. In seveda, kdaj se priporoča? Jeseni priporoča se nekako 2-krat na leto. Eno je spomladanski čas, eno pa je v bistvu jesenski. In to je čas, ko smo nekako pred tem spremembi letnih časov. In zdaj, če gremo iz poletja v jesen, in takrat pred enakonočjem, zaradi tega, ker nas narava tudi podpre in takrat telo lažje, v bistvu, kar se tiče počisti. In kar se priporoča, da se v bistvu 3 kapsule dnevno, ampak pol ure pred obrokom, ker mi pripravimo čistilec. Če mi nekaj zmešamo za hrano, hrano obogatimo. Mi pa zdaj želimo, kar se tiče očistiti. In zato se vzame v bistvu z 2 deci vode in s tem pripravimo tudi naš želodec. Zdaj pa tudi ena stvar. Ljudem, kateri so izredno utrujeni, taki popolnoma izčrpani, brez energije in boste videli potem po simptomih, pa bi rekli, jo super, ta izdelek je pa čudovit za to osebo. Oseba, ki je izredno utrujena, rabi najprej, da ga se podpre. On mora se energetsko podpreti, to je prej že Monika povedala, s katerimi preparati, vi ga morate najprej dvigniti. Ker nekdo, ki je že čisto na tleh in potem naredimo še detoks, kjer v bistvu se čistijo jetra, še bo šel samo dol, ker se bojo te strupe, bo telo ne samo iz jeter, potegnilo tudi iz vezivnega tkiva, potegnilo bo iz kit, potegnilo bo iz možganov, iz celega centralnega živčnega sistema. In on bo potem rekel, pa kaj si mi te za to priporočala? Ker zdaj sem še pa le čisto na tleh. Kadar gre za detoks, za čiščenje, ko smo mi čutimo oziroma želimo očistiti, če priporočate, še enkrat ponovim, ljudje, ki so izredno utrujeni, energetsko nizko, najprej jih je treba podpreti, dvigniti, potem jim pa priporočate, v bistvu, da en ta liver detoks vzamejo. Zdaj pa, da tole razložimo, ker verjetno s tole besedo, bisciglinat se prvič srečujete oziroma z takšno obliko. To je najkakovostna oblika magnezija, kjer je magnezij vezan na aminokislino glicin, kar omogoča optimalno tole vsrkanje in uporaba v telesu. Kaj pa je sploh ta v bistvu glicin? To je v bistvu proteinska kislina, ki je v manjšem obsegu naravni gradnik našega telesa. V večjem obsegu pa je glavni gradnik čvrstih kolagenskih struktur. In kaj je on tudi dela? On je v bistvu ta zaviralec nevrotransmitorjev. Nevrotransmitorji so živčne celice, kjer se komunicira med sinapsami, to je posameznimi živčnimi celicami, tako v centralnem živčnem sistemu, v hrbtenjači, kakor tudi v naših možganih. In kaj on dela? On v bistvu, kadar pride do prekomerne te vzdražnosti, pomirja, da se zmanjša izločanje teh številov impulzov v hrbtenjači in tako pride do usklajenega delovanja tega vegetativnega živčevja, simpatikusa, ki smo tak, v bistvu, ko ena mačka, naježeni, se veste, ljudje, ki so skozi bi se nekaj kregali, da preklopi na ta parasimpatikus, ki reče, poglej, varno je, v redu je, ne rabi se, kar se tiče, v bistvu, z ničemer prepirati. Je pa še nekaj druga, Tale glicin so našli tudi v vesolju. In v teh meteoritih in pa v kometih so ga našli, tako da že leta 1970 ko je ta meteorit, so prvič odkrili to organsko snov glicin, ki je v bistvu iz vesolja padla na Zemljo.
Drugič so našli aminokislino glicin leta 2004, spet na kometo, kjer je vesoljska ladja NASA prestregla. Nato pa so še zasledili leta 2016 na kometo z vesoljskim plovilom Rosetta. Do takrat so predvidevali, da v vesolju ni organske snovi, ampak z vsemi temi, ko so te vesoljske ladje in pa kometi, so pa ta glicin že izločili. Če ste kaj pogledali sestavo in tudi te GLEMP-apa in boste videli, da notri je kolagen, ne? In goveji kolagen vsebuje aminokislino glicin. Seveda, liver detox vsebuje 60 kapsul, zdaj, če priporoča se 3-krat po 1, pol ure pred obrokom. Seveda ima poleg tega tudi notri C-vitamin, B1, B6, folno kislino in seveda tako kot je, kako pomembni so ti posameznimi tudi delci B-vitamina, kjer so nikoli samo eden, ampak vedno morajo biti v sestavi, ker drugega podpirajo in seveda potem tudi dodane izvlečke naravnih sestavin, kateri skupaj potem tudi vežejo in dajejo to posebno formulo. Zdaj pa nekaj, ne? Liver so jetra za čiščenje, ampak jetra so povezana z žolčnikom. So povezana z očmi, so povezana z vsemi našimi tetivami, živčnim sistemom in pa s hipotalamusom. Kaj pa zdaj ima tole jetra povezava? Gre za več povezav in sicer jetra so preko intrinzičnega ali notranjega oživčevja povezava seveda z našimi očmi. Preko ovojnic ali fascij so spet povezava jetra, žolčnik, tetive in pa seveda vse to ravnava živčni sistem. Zdaj pa takole, kje pa je ta hipotalamus? Hipotalamus je general, center v naših možganih. Imamo epifizo, hipofizo in pa imamo hipotalamus, to je šef vseh žlez z notranjim izločanjem. In na komponenti jetra, hipotalamus in pa potem samo, kar se tiče živčni sistem, je to prva stopinja imunskega sistema. Zdaj vidite, kako so stvari med sabo povezane. In seveda, zato da bomo naredili, kako izgleda ta povezava, seveda jaz vas povabim na sodelovanje. Hipotalamus, glavni center v naših možganih. On je tisti general, kateri daje poveljo preko živčnega sistema tudi ostalim organom. Kako pa ga mi stimuliramo? Glejte, kar dajmo roke damo na senca. Spustimo ramena, na senca prislonimo in ko tako pritisnemo, damo opor not, vi samo stiskate nežno zobe. Stisnete zobe in spustite in čutite, da se tu aktivira. Je tako? Kar dajmo še. Stisnemo, spustimo. Dihamo. Okej. Si spočijemo malo roki, stresemo. Damo na področje te temporalne mišice, če smo imeli pri sencih, pomaknemo nad ušesom. Če pogledate, gledajte, ki je pri ušesu. Spet pritisnemo not. Položimo prste, pritisnemo, malo, v bistvu tako potegnem nazaj. Zdaj pa zapremo oči in pogledamo gor, not in tako, da bi pogledali nazaj v tole žlezo. Tu tiščimo, dihamo, močno zapremo oči. Gremo not, nazaj in popustimo.
Zdaj, če za trenutek zaprete oči in če ste res to dobro napravili, tukaj nekaj čutite. Tako da je nekaj oživelo. Res vam polagam, žleze z notranjim izločanjem so tiste, katere bistvo so šefi, kjer vodijo naše življenje. In glejte, prvo imate senca. Pritisnete, še enkrat ponovimo, not, malo nazaj. In samo zaprete kot zobe ploskvi skupaj. Spustimo. Pritisnete not, kot da ste v enem primežu, ki vas tišči skupaj. In potem se pomaknemo nazaj. Nad ušesom, pritisnem not, povlečem malo nazaj, močno zapremo oči. Dajmo zapremo oči, pogledamo gor. Not, pogledamo nazaj, kot da pogledamo v pisarno hipotalamusa. Dihamo in spustimo. Malo zadihajte. Da liver detoks deluje in opravi svojo funkcijo v telesu, mi rabimo podpreti hipotalamus, rabimo podpreti naša jetra. Dajte roki na poddesni reberni lok in fino zmasiramo. Jutranja utrujenost, okorjelost ali če imate kakšen opravek, da rabite na kakšen razgovor, zmasirati jetra. Desni reberni lok, fino zmasiramo, dihamo. Utrujena jetra, zamašena jetra, utrujene oči. Ker oni so čistilec. 40krat, zato da se dobi učinek. Če 2krat pa 3krat malo, je nekaj, ampak ni to to. Glejte, tudi zato rabimo kondicijo. In stresemo roki. In naenkrat se počutimo kar boljše. Zdravilni zvok po tradicionalni kitajski medicini za jetra je š, kot da nekoga naženemo ven. Mi tukaj masiramo, vdihnemo skozi nos in pihamo. Res je to naložba, res vam povem, kajti to, kar vam predstavljam, to delam in potem se tudi pozna. Povezava je z našimi očmi. Takole naredimo kot očala, razpremo, zdaj pa močno stisnemo skupaj. Not, zapremo oči, kot da pogledamo v sredino glave. In odpremo. Naredimo vdih in izdih. Fajn stisnemo. Še stiskamo, not povlečemo, še malo, še gre. Dihate in spustimo. Za trenutek zaprite oči in malo se vprašate, kako se počutite. Nekaj se dogaja, ne? Ko da nekaj migeta, ko da smo nekaj prebudili, oživeli smo telo. Zdaj pa vas še prosim, če vstanete. Stopite malo v razkorak, malo spustite koleni. In dajte roke tako naprej, razpremo prste. Veste, palec je povezava z energijo jeter. In mi samo držimo. Držimo. In samo dihate skozi nos in spustimo. In spet malo pokrčimo kolena, razpremo prste, držimo močno drevo z dobrimi koreninami. To podpre energijo jeter, tetiv, našega mišično-skeletnega sistema
in sprostimo. In spet. Veste, kondicijo dobimo, ko to zmoremo držati 20 minut. Boste doma poskusili. V redu, hvala. Imam še kar nekaj stvari pripravljenih za vas in če 20 minut boste rekli, da sem vas predolgo zadržala. Takole, jetra. Jetra so najbolj pomembni, najmočnejši organ razstrupljanja v človeškem telesu. Trenutno so dokazali, da opravljajo 500 različnih funkcij. One so v bistvu kot tisto rešeto za filtriranje vseh toksinov iz naše hrane, iz vode in pa tudi toksinov zastrupljanja v smislu naših čustev. To pomeni jeze in nepredelana jeza, ki gre potem v bes. Odgovorne so za shranjevanje železa, sladkorja, vitaminov, mineralov in seveda za tvorbo samega žolča. Prav tako tudi za ustvarjanje beljakovin, ki so gradniki naših mišičnih enot, hranljivih snovi ter uravnavanje seveda holesterola. Pomembni so pa tudi pri sami naši prebavi, kajti žolčnik potem v bistvu, ko stisne tele kisline, to vse pripomore, da se določena hrana lahko razgradi. Kdaj pa imamo mi močna in čista jetra? Takrat, ko imamo aktiven hipotalamus. Ko v bistvu ta šef, to, kar smo delali z temi vajami, deluje, ko je sproščen živčni sistem, to pomeni vegetativno živčevje, da nismo mi v simpatikusu, kot da smo skozi v neki preži, ampak da takrat se znamo tudi pomiriti, parasimpatikus, da vzamemo čas za počitek. Takrat, ko na miren način lahko izrazimo svoja čustva in da si dovolimo čutenje, ko čutimo jezo. Ne nekomu reči, pa ne jezi se, ampak rečemo, jezna si. Prav, čuti jezo, izrazi jezo. Lahko vprašamo, kaj pa te je ujezlo? Takrat lahko jetra razstrupijo čustva in kaj mi v bistvu rabimo? Pravo razmerje med aktivnostjo in počitkom. In če bojo jetra dobro delala, bo on ta čistilec, ki bo vse tiste toksine, ki jih mi dobimo v našo telo, seveda odpravo, bo spustil to, kar se tiče v našo črevesje in pa potem ledvica bomo z uriniranjem, z odvajanjem blata v bistvu spravili v WC školjko. Če pa ni tega sposobno, pa gre po krvi v naš sistem in s tem naše kite, v naše mišice in seveda zaradi tega, ker so jetra taka polna, zamašena, tudi ne bo zdrava naša hrbtenica. In seveda za naše oči, ker gre direktna povezava notranjega živčevja iz naših jeter do naših oči oziroma po energetski poti žolčnik, ki skupaj deluje kot parni organ z jetri, on se začne tukaj notri, gre tukaj in gre preko in seveda on oskrbuje potem center za vid. Kako se pa v bistvu, kdaj pa, kateri so tisti simptomi, ki kličejo telo po liver detoksu? Zdaj, če si pogledate, kakšna izgledajo zdrava jetra, kakšna so zamašena, ko so polna te v bistvu maščobe, ko ne more, kar se tiče odvajati, ogromno je mikroplastike, tudi v vodi, ki jo pijemo in je ne vidimo. In če mi ne očistimo jetra, ne ostanejo samo zamašena, naslednja faza je, da se jetrne celice, glejte, tako v bistvu prepletejo. Fibrozno tkivo je tkivo, ki je neprekrvavljeno, ki ni fleksibilno in takrat, če ste kdaj pogledali jetra, goveja, svinjska, ste videli, to je polna luknjic, ne? In kako bo pa potem, ker to je cedilo. Kako bo pa te tako cedilo, če bo tako opravljalo?
Ne? In to je to fibrozno tkivo. Kdaj pa kliče, da damo na razpored liver detox? Tista kronična utrujenost, ampak še enkrat poudarjam, če je nekdo čisto na tleh, vi ga rabite najprej podpreti. Ga podprete z B vitamina, zato da kar se tiče, da se vsaj malo opomore, potem pa da bistvo čistilec. Odvečno kopičenje te maščobe, ko se tak na trebuho bistvo kopiči, ne? Spet je to, da je povečano izločanje kortizola, to je bistvo simpatični živčni sistem preveč dela in vse sladkor, ki bi bilo potrebno, da predelajo jetra, ogljikove hidrate, ki jih predelajo, jih oni ne, ampak shranijo. Poleg tega pa se poruši še hormonsko ravnovesje in pride do povečanega bistvo izločanja pri moških in pri ženskah estrogena, ženskega hormona. In on je tisti, ki reče, shranjuj, ne vemo kdaj bo kriza in shrani tukaj. Ne? Tisto nenadzorovani apetit, spraznimo že pol hladilnika, pa sedimo, pa še rečem, kaj bi še pa zdaj pojedla, sem še lačna. Pogosti glavoboli, ne, če ste zdaj prej videli, ne, hipotalamus je šef in zdaj, če so v bistvu ti glavoboli in potem nič, če to ni prekrvavljeno, se bojo pojavljali glavoboli. Če jetra ne očistijo, so naslednji organ, ki očistijo koža. Zato tudi aknasta koža, ne glede v kateri starosti, ne samo pri puberteti, srbečica, ko ljudje reče, pa srbi me cel hrbet, pa vse so pogledali, ampak meni pa nič ni. Liver detox, gledajte, zato ker mora očistiti koža, jetra niso zmogla, očisti potem koža. Težave s koncentracijo. Ko se zjutraj zbudite z vnetimi očmi, vse date, pregledajo oči, suhe oči, pekoče, rdeče oči, ali tako, pa saj sem se naspala, ampak to te veke odpreti je pa res problem. Jetra kličejo po pomoči. Če se zbujate med 1 in 3 uro zjutraj, takrat jetra čistijo. In če ona ne zmorejo očistiti, nas v bistvu zbudi, zato da mi gremo na WC, zato da se mi sprehodimo, kajti ko mi vključimo v naše telo aktivnost, stečejo procesi. Kadar se jemljejo v bistvu dalj časa jemanje antibiotikov, potem raznih zdravil proti glivicam, je potrebno očistiti jetra, kajti tudi antibiotik je dokazano ostane v našem telesu še pol leta, tudi ko smo mi tisto dozo zaključili. Zelo vredo pripomoček pa je tudi, ko imamo kakšno zabavo in spijemo v bistvu dobro vino, zaradi tega, da si takrat prej vzamemo, pa če druga ne, še vsaj potem tiste 3 dni, zato da v bistvu spravimo to ven iz našega telesa. Tako, to bi bilo z moje strani vse, tako da jaz se vam najlepše zahvaljujem za vaše sodelovanje in za pozornost. Tako da z novimi močmi naprej s Kalivito.